Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav še z komentatorskega mesta na stadionu v Stožicah. Pred nami torej zadnje dejanje 19. kroga prve lige Telemark, ki nam prinaša derbi med vodilno Olimpijo in do tega kroga tretjo uvrščeno Muro. In pripomorata zelo k temu pritisku Olimpije. Zaenkrat sicer Olimpija ni zadela, vendar sta zelo aktivna. Dobro sta zdaj odigrala Šabanadžaj in Pucko na levi strani. Odlična podaja, priložnost za Dakuja. Klemen Pucko, out pripada gostiteljem. Elšnik, dovolj prostora za Elšnika. Tofo. Ključnih igralcev, kar smo seveda omenjali že ogromno krat skozi naše prenose. Sešlar, 1-0. Kakšna poteza ponovno dragulja Olimpije v tej sezoni 20-letnega Svita Sešlarja. Ja, lepo je bilo videti, kako je s pravim tajmingom, s tem pravočasnim utekanjem iz drugega plana prelisičil obrambo Mure. Moramo pa pohvaliti tudi Kvesiča, odličen predložek strani. Sedma podaja že Kvesiča. Oprosti, če te prekinjam, ampak najverjetneje je bil v nedovoljenem položaju. Dva gola danes razveljavljena. In biti fokusirani na stvari, ki so si jih zadali pred tekmo in pred samo tekmo. Le tako bojo prišli do pozitivnega rezultata. Odlična podaja Juana Estrade, pa potem Lukica Kvesiča. Kvesič in rešil je. Se pravi, z določenimi menjavami. Sedaj napaka Ratnika, tu je priložnost za Dakuja. Daku, to nam brani Vidovšek. Kakšna obramba Vidovška. Hitro izveden, prosti strel Sešlar. Kvesič, ali ni bilo prepovedanega položaja? Kvesič, vratnica. Padna podaja, nekaj težav za Vidovška. Tam se ponuja Elšnik, Aldair čaka. Grefar. Še enkrat Elšnik, Suole, morda priložnost za strel. Suole pa je bil nenatačen. Mr. Jera, we rarely see you so angry. Very disappointed. Everyone that watched the game today, playing on this way, and you cannot even score one goal. Disappointed, yeah. This is football. I will not talk too much because, as you can see, I'm not happy. Football, we were better than the opponent everywhere on the pitch, except in the box. They touched three balls or four balls in our box. One was saved for Vida. Another one was offside. Another one was in the goal again, Vida. Another one close. We need 15 chances, 20 chances to score a goal. So you can be better 3 quarters, but you don't score goals. Impossible to win. You will need to forget this game really fast. Tabor is next, and then holidays. Yeah, we need the 3 points as soon as possible. Anyway, as I said before, today was a final for us because I'm not here only to win. I'm here for something else. I said from the start to improve this team. I'm not looking back because they say, okay, today 16 or 15 points. I don't mind about this. I'm thinking of my team. I want to win, especially when you had the feelings on the way that we are playing and you cannot win. Then you have to be disappointed. But yeah, as you said, in 3 days we have another game, another 3 points. But yeah, I believe a lot in numbers. And if you play 19 games and you score 31 goals, you don't need to be a coach. You don't need to be a professional of football. You know where is our problem. So now, responsibility from the club to find a solution of this problem. Nič proti nič, prvič letos ste proti Olimpiji ostali neporaženi, pa vendarle zdi se takole na nekatere zapravljene priložnosti, da bi morda tudi vi lahko danes iz Ljubljane odšli s 3 točkami.
pa ja, moramo biti pošteni, tudi Olimpija je imela svoje zadeve. Olimpija je imela več posesti, bila dominantna, predvsem prvi polčas, s katerim sem popolnoma nezadovoljen, čeprav smo imeli 200% priložnosti. V drugem polčasu je igrala druga ekipa, več smo si upali smo si igrati v določenih zadevah, ko je pač Olimpija dopustila, prihajali v dosti več obetavnih situacij, vsaj 300% priložnosti so bile na celotni tekmi, ki smo si jih ustvarili in za zmago v Stožicah bi eno od teh morali izkoristiti. Moram pa biti tudi realni, da je tudi Olimpija imela svoje zadeve, mogoče teh čistih priložnosti manje, pa imela dosti več posesti, dosti več nekih predložkov, obetavnih situacij, ki se na koncu niso zaključili s strelom, ali smo jih vedno rešili, ali so se sami zapletli, ampak pošteno mislim, da je na koncu vseeno ta neodločen rezultat. Kaj ste rekli fantom v polčasu, da so igrali popolnoma drugače kot v prvih 45 minutah? Ja, v polčasu je bilo zelo glasno, ker definitivno nismo igrali tako, kot smo si zmenili, kot smo si želeli. Bili smo absolutno premalo pogumni, preveč smo pustili Olimpiji, enostavno smo prelagali odgovornost en na drugega, skrivali smo se, nismo iskali žoge in v drugem polčasu je res bila druga ekipa. Škoda je samo to, da morajo biti neke reakcije, da potem smo drugačni, da tekme nismo začeli že od samega začetka tako, kot smo si želeli in tako, kot smo igrali drugi polčas. Zdaj s to točko ste skočili spet na 3. mesto, ampak vendarle, že pred tekmom sva govorila, vse skupaj je zelo, zelo zgoščeno. Zdaj vas čakajo Domžale, ki so nekako praktično neposredni konkurenti. Ja, vsaka točka bo pomembna, predvsem ob koncu sezone, spomladi bomo še bolj preštevali. Kot sem rekel, vse se bo odločilo spomladi, ampak pomembno je v teh zadnjih krogih, ko je neka utrujenost največja, izbrati čim več točk, biti še maksimalno skoncentriran do konca zadnje tekme. Vsekakor pa spet vseh 5 ekip je sedaj se mi zdi, da v 4 točkah. Edini Olimpija je spredaj in boj za mesta v Evropo bo izredno hud. Zdaj prestopni rok je skoraj da pred vrati, že kaj pogledujete proti igralcem, ki bi morda lahko prišli pa odšli? Pa normalno v tem času se te stvari že začnejo dogajati. Sicer je to predvsem v domeni športnega direktorja, ampak normalno imamo določene želje in določena igralna mesta, ki jih hočemo okrepiti. Tako da določene spremembe sigurno v ekipi bodo, ampak bistveno manjše, kot so bile v preteklosti. Vseeno neko renoviranje ekipe je bilo v veliki meri že narejeno, sedaj pa še te malenkosti, ki jih želimo narediti, da ekipo dvignemo še više. Timi, začela bova na koncu, ne? Vaš trener je jezno brcnil bidon z vodo in odšel takoj v garderobo. Pravzaprav veste, zakaj bo jezen? Koliko vem, je ta plastenka tu skozi na istem mestu, je kao srečna plastenka in danes smo izgledali, ni pomagala. Imeli smo dosti čistih priložnosti, ki jih nismo izkoristili in verjamem, da je to edini razlog, da nismo odnesli vseh 3 točk, ki smo si jih res želeli, ampak na koncu posest, neka dominacija v polju ne prinese zmage, moraš biti bolj konkreten, tako da je malo grenki priokus. Zdaj druga zaporedna tekma doma z 0-0, vendar pa zagotovo alarm se še ni oglasil. Ne, mislim, tista proti Celju je bila malo zaskrbljujoča z naše strani, to je zdaj že druga zapored po tej pauzi reprezentančni, da nismo dobro odreagirali v prvi tekmi. Danes pa mislim, da je že bilo boljše, vsaj v polju smo se počutili, da smo dominirali posest, si ustvarjali priložnosti, ampak tu nam malo zmanjka. Za prvo ekipo na tabeli mislim, da imamo premalo golov, tako da trudimo se, delamo čez teden na tem in moramo to izboljšati definitivno. Na drugi strani pa definitivno pozitivno, da je spet ničla, da smo obdržali clean sheet, ki nas je že v tej sezoni res veliko krat reševal in na dolgi rok mislim, da je to nek navodilo neko za uspeh. Vendarle, prednost vemo, hitro se lahko vse skupaj obrne, ampak prednost zdaj še, dobro, ena tekma je še do konca tega zimskega dela, prednost je lepa. Prednost je lepa, ja, ampak tako sem rekel, želeli smo si jo še povečati, da smo že imeli drugi zapored priložnost, da gremo na 15, ampak smo nažalost 2-krat remizirali. Definitivno bo treba iti na vso silo v nedeljo, da potrdimo to prednost do konca in da lahko gremo mirno na dopust, mirni glav in se skoncentriramo na preostanek prvenstva. Klemen, po 2 porazih proti Olimpiji na začetku sezone, zdaj remi, naše komentatorje ste rekli, nobena ekipa si ni zaslužila poraza, bi se strinjali s tem? Ja, bi se strinjal kar s tem. Sicer smo se postavili v nek blok, poskušali z protinapadi, v obrambi smo oddelali tekaško odlično,
v napadu pa nažalost nismo uspeli zabiti iz teh priložnosti, ki smo jih imeli in tako je ostalo rezultat 0-0. Oba vratarja danes lahko rečemo si zaslužite vse čestitke. Ne? Tako je, obema vratarjema vse čestitke. Nažalost sedaj čim bolj gre prvenstvo proti koncu, težja so igrišča, težje je igrati lep nogomet in zato tudi taki rezultati. Skočili ste na 3. mesto, vendar pa razlike so res minimalne. Čaka vas tekma proti Domžalam, ki je praktično skoraj da neposredni tekmec časa. Ja, na odmor že skoraj da greste, pa še ne greste. Ja, seveda. Sedaj so takoj oči uprte v tekmo z Domžalami. Gremo seveda kot vedno na 3 točke in upamo, da nam bo uspelo narediti preskok spet nazaj na drugo mesto.